Ponedeljek je dan za reporter. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Ja, tokrat smo prav v posebnih prostorih Trbovljskega oziroma Hrastniškega muzeja v taki dvorani, kjer otroci v nekih boljših časih občudujejo hrastniške marionete, lutke. Z nami je pa Jerica Ulaga, ki pa je predsednica tega društva. Hrastničanka, ne? Tako. Pa greva midva malce nazaj, najprej o vaša otroška leta. Ja, krasna otroška leta. Družin, 3 sestrice. Nobenega fanta? Ne, nobenega fanta, čeprav so si ga baje strašno želeli, zato tudi verjetno smo 3. Malo smo imeli smolo, da so nam starši malo prehitro umrli. Oče je bil župan, ne? Oče je bil župan, ja. Mama je bila doma. Najprej oče umrl, potem ste ostale punce same, ne? Punce same, tako. Z mamo. Pa nažalost še mami. V tem času je bila pa mama gospodinja, ali je hodila v službo? Doma je bila. Doma. Je bilo zelo težko? Zelo. Otrokom, mami? Vsem? Vsem. Potem pa še izguba mame, ne? Ja. Takrat ste bile pa že odrasle, ne? Ja, najmlajša je 10 let mlajša kot jaz, tako da je bila stara, ko mi 13 let. Aha. Tako da mislim, da je to zelo hudo. Je podoživljala tisto, kar ste vi takrat pri očetu, ne? Ja. No in kako so še potem vaše poti šle naprej? Ja, zdaj, če moram od odzad začeti, pač v šolo smo hodile, normalno, službo smo si dobile. Ampak v šolo ne, v ta muzej, ne? Ne. Moja mama pač. Hrastničanka, ena starejša generacija, so tu hodile. Takrat, ko smo mi šli, bila glih nova šola, so naredili v Hrastniku. Ena sestra je 1 leto mlajša kot jaz, Mojca. Ena 10 let mlajša kot jaz, Špela. Mojca je diplomiran sociolog, dela na Ministrstvu za delo, ampak desna roka Braneta Potočana pri Rdečih revirjih. Špela je pri nas pri lutkah, glavni mojster za izdelavo lutk. Ima tudi svoje društvo, šola itd., da se ukvarjajo s turizmom pa z dediščino. Bi rekla, take zelo kulturne punce. No, potem pa ste vi po končanem šolanju spoznali, ne vem, je bil to ta prvi, ampak spoznali glasbenika, ne? To je pa spet Slobodana Filipoviča, ne? S kateri sta si ustvarila potem tudi družino, ampak živeti z glasbenikom, to je neke vrste umetnik, ne? Drugačen način življenja. To niso heci. To ni rudar, ne? 8 ur, pa potem frej. Tu smo vsi živeli z vetrom. Si. Imamo 2 krasna sinova, da sta že normalno odrasla, zaposlena. Ampak glasba se nas pa drži še vedno. Še kar, ne? Zdaj, oktobra, ne? Na nedeljo, ne vem, 24. kako pride. Ja. Veter organizira, to je bolj Slobodan. Kud veter. Organizira, ja, dobrodelni koncert za dom starejših, ker so tudi peticijo je zbiral, podpise za dom starejših. Za nov dom, ne? Tako. Ki upajmo, ne? Da bo obrodil sadove? Jaz mislim, da se že stvari nekaj premikajo. Na Lejši je bilo to, ne? Lejša? Tam smo imeli njivo. Lejša, ne? Po Hrastniško, ne? No, ta dobrodelni koncert je pa bolj namenjen temu, da se pomaga tem zdaj obstoječemu domu, ne? Veliko stroškov je bilo v tem covid času, ne? Sploh takrat, ko ni bila razglašena epidemija, ne? So breme na domu.
tako, da so morali vsa zaščitna sredstva plačevati pa tako naprej. Mislim, da so stanovalci bili najbolj bog. Pa tudi Si nove ne niso... predstavljam, zaprt, sam, bolan, star. Grozno je mogli to biti. Pa tudi nove niso mogli sprejemati, ne? Ja. Zaradi prostorske stiske. Ne? Je pa kljub temu, ne, da je ravno tako veliko zdaj po Sloveniji okuženih, ne, vseeno zdaj boljše, vsaj nekaj ljudi lahko normalno obiskuje. Seveda, so precepljen. Mislim, da smo v Hrastniku kar nekje v vrhu precepljenosti. Je bilo zelo hudo, ne, prej, ne? Ja. Vem, sva s kolegom snemala enkrat, pa je kar težko spremljati, ko pride tisto mrliško vozilo, ne? Pa odpelje ven enega, dva, tri, tudi več, ne? Žalostna stvar. Žalostna, ja. Ni hec, ne? Bova še o lepših stvareh govorila, ne? Čeprav je tudi to lepa stvar, ne? Da se bo zgodil ta humanitarni koncert, pa da se bo dom končno začel na nekdani vaši njivi graditi, ne? Pa še mnogih drugih Hrastničanov. Preden greva na te marionete, kakšen se vam je zdaj takrat Hrastnik v vaših otroških letih? Zdaj, jaz sem bil tu velikokrat na počitnicah, ne? Ta potok, Boben, ne, kako se mu reče, ni imel takšne barve, naravne, kot jo ima zdaj, ne? No, je moja edina stvar takšna, ko se jaz spomnim, ko smo se v Trbovlje z avtobusom vozili v gimnazijo, ko je sneg zapadel, koliko je bilo to krasen, naslednji dan je bilo pa vse črn, ker škorja je bila gor. Ampak načelno je v Hrastniku prav luštno. Mogoče zdaj mičken manj, ker smo bolj, verjetno zaradi epidemije, vsak za sebe, pa se zelo malo družimo. Se je spremenilo življenje, ne? Izredno se je spremenilo, res. Ker tle se itak vsi poznamo, pa greš lahko sam na kavo, pa tam na kavo, pa najdeš vedno nekoga, da se lahko pogovarjaš. Zdaj pa ne več. Smo bolj tako v mehurčkih, ne? Smo bolj pomehurčkani, ne? Ja. Popularna beseda, verjetno v tem covid časih, mehurčki skoraj najbolj, ne? Nam bo ostalo v spominu, pa upam, da res samo v spominu, ne? Čim prej samo v spominu, ne? Jaz sem skoraj prepričana, da tole letos konc, zdaj, če mi verjamete ali pa ne. Jaz vam rad verjamem, no, če drugega, ne? No, kdaj ste se pa vi prvič srečali z temi čudovitimi lutkami? Jaz sem bila v 8. razredu. Moji sošolci je bil Vili Kohne, sin starejšega Vilita Kohneta, ki je bil pa ta glavni direktor vseh lutk, on je bil odgovorna oseba. Zraven je bil še Darko Majcen, pa naš učitelj iz osnovne šole, Ivo Trbovc je bil tudi, bil velikan, so njegovi škornji tlavili, tak krasen glas imel. In so nas prepričali, da rabijo nas mlade, da smo prišli kot bralci. Jaz sem takrat nastopala v pravljici Ptiček z 2 kljunčkoma, Obuti maček. Ta Obuti maček je bil tudi nekaj čist posebnega. V Maribor smo šli na neko gostovanje, na tekmovanje. In od tam se najbolj spomnim, da smo zvečer morali ta mlad, ko še nismo bili dosti star, v sobe, ostali so šli pa na žvrko. Ampak ne znam povedati, to je bilo v Konzumu v Hrastniku, prav posebej je bila dvorana za lutke. Vzad je bil nek ogromen oder, rekli so mu dvoramni, ker so lahko okrog in okrog hodili. Zdaj tukaj lahko samo z ene strani. Eno peč mehno so imeli, so mogli te mladi, ko so bili še vajenci, pržgati, pa da je to bilo toplo. Tam vzad je bila ena soba, so bile lutke obešene, tiste, ko se pač tisti moment niso uporabljale. En tak krasen von je bil meni osebno. To neki dišal, ne vem. Čudovito, glavno. A ste si pred tem gledali kakšno predstavo? Seveda. To smo čakali v vrst za karte, da smo šli, vse smo pogledali, kar smo lahko. Se spomnite tiste prve? Ne, to se pa ne spomnim. Ne vem, to Žogica, Nogica, Zvezdica Zaspanka, tole kulise, recimo delno, no, malce smo improvizirali prej. Res se ne spomnim. Ampak to je Zvezdica Zaspanka, ne? Zvezdica Zaspanka, ja. Komet, Repat. Komet, Repatec, Ceferin.
pa Zvezdica Zaspanka. To Ne? gre na sejem. Ja, to je ena lepših pravljic. Ne? Najlepših. Tudi radijska igra, ko jo človek posluša. Mislim, da Tolo smo naštudirali za akademijo ob 70-letnici lutkarstva in prosili vnuka Milčinskega zaradi avtorskih pravic in je rekel, da nam ni treba nič plačati. Tudi prišel je, so tudi iz ljubljanskega lutkovnega gledališča vsi prišli. Ful lepo glasbo imamo vzad. ja, res je čudovita. Čudovita predstava. Mislim, da so obnemeli, ko se je odprl oder, čisto polna dvorana, smo imeli krasna predstava, je res. Mogoče kdo, ki ima res kamen na mestu srca, bi si lahko to predstavo ogledal, ne? Ja, Ker se bi utopi, pomagali, se sigurno pomaga. bi Ne? pomagali. To res pomaga. Ne? Ja. Prej ste dejali bralci, ne? Kako so razdeljene vloge? Dobro, so tisti, ki izdelujejo lutke? Ja, To so ročna dela, ne? to je vse ročno delo. Hrastniških rok? Jaz mislim, da nekje je napisan 80 ur rabiš za eno marioneto, da se izdela. Tukaj so jih delali Lojze Lavrič, Anton Jezovšek. To so krasne lutke, to so tako karizmatične, da če No, nekatere blizu so kot pogledaš, razstavni eksponat, ja. ker so zaščitene nekako. tako Ne? vse lutke, kar so jih pač uspelo ohraniti, so zaščitene, te so pa pol že naše izdelave. Jih pa izdelujejo zdaj že potem. Ja, zdaj jih pa izdeluje naša Špela. Imamo Ima tudi- delavnico svojo? Ne, imamo dogovor s LGL-om, lahko v Ljubljano pride, pa uporablja njihove delavnice. Tudi So pa kasneje sveti lesene, pomagajo. ne? Ja, to pa. Les je topov, ne? Tudi ko smo ustanovili društvo, smo se odločili, da je prva stvar, da nadaljujemo tradicijo, ohranjamo kulturno dediščino in da bojo vse naše pravljice klasične. Aha, tiste Rdeča kapica, Janko in Tako, Metka, tako. Volk in sedem kozličkov še ni, ne? Ne, je pa Volk in trije prašički. To pa je, ne? Ja, je pa v planu. Ja, ta je tudi lepa, ja. Jaz upam, da bomo res končno zaključili s tem covidom, pa da lahko začnemo delati naprej. Tole No, je zelo torej, žalostno. so izdelovalci, pa zdaj ne vem, ta, ki iz lesa dela, zna tudi krojiti potem oblačila. Tu imamo pa še enega člana, Jožeta Bolhana. Sicer je kemik, kemični dela, ampak nam te kostume šiva. Moški, Moški, ja, krojaški. lepo, ne? In to je vse od Pester budnic material, ne? pa vse to je tako pošlihtan. Da zgleda, skrojen, da ima tudi pa tako. patino, ne? Ja, ja. To mora biti, ne? No, potem ste pa vi kot bralec, zdaj niste vi tudi tisti, ki vodi Ne. lutko od marionete. Marioneta se vodi Od zgoraj, ne? na vodilu so Laks Vrvice in se vodi od zgoraj. Načelno je tako, da je na vrhu animator, spodaj bralec, da se lahko Tu je da en ima ta prostor, ne, kontakt so oči, poštri. tako, v Da zadnji. je mehko, In se pa glas odpira v dvorano, mi smo se že malo pa modernizirali. da se malce gledate, ne? Ja, moramo imeti nek kontakt. Ker zdaj berete, ne? Bralci. Načelno znamo na pamet, imamo pa pripomoček. Aha. Ampak če gre karkoli, ne vem, da nekdo kihne lutka, mora to biti istočasno, ne more najprej bralec kihniti, pa pol on kaj narediti. Tako da moramo biti Aha, mora biti to res usklajeni. vse usklajeno, ne? Pa nam gre kar dobro. Pa ste poparčkani? Ne. Ne. Načelno, ne vem, Če ste vi recimo Zvezdica Zaspanka, No, je potem tudi sodelujete... vodič naj bi bilo tako, ne? Naj bi. Ampak če pa koga Pa ste ni, vedno pa Zvezdica zamenjamo. Zaspanka potem? Jaz sem ta starejša zvezdica, ampak sem vedno ta starejša zvezdica. Aha, je vedno Razen, če tako. me ni. Pa je pa nekdo drug. Jaz sem veliko čarovnica v Janko in Metka. Aha. Tam imam tudi vodiča, ko se folk zastopma pa štekama. In je Strašna brez problema. čarovnica, ne? Ja, ja. V življenju niste takšni, ne? Ženske pa ne igrajo moške vloge, moške ženske vloge ali pač, to če se kdo. nam naredi, če je potreba. Tako da moramo. Koliko pa zelo pazite, zdaj
jaz moram povedati, ne, glede na to, da sem po mami Hrastničan, meni je super, ne, da ujamem hrastniško špreho, ne, na teh predstavah vaših, ali se, pa se verjetno ne, se pazite, da govorite pravilno slovensko, ne. Zelo pazimo, ampak nam uide. Aha, pazite pa. Pazimo pa, ker naj bi to prebrali, ampak če imaš ti tam napisan, ne vem, da je volk tako zgleda kot en dober pes, Pjas, ti ne. pa rečeš pjas, tudi ne zgleda. Ali pa ješ, ne? Ja, uide. Ja, Včasih po hrastnik uide. imate več črk za posamezne besede, Ja, ne? ja, To ja, pa je, ja. ješ, pa pjas, pa Še tako kaj naprej, zraven ne. damo. Ja. No, vse to v lepem smislu, ne? Tako. Dobro, vi se morate dobro naučiti besedilo, ga znati pravilno brati v pravem trenutku. Tisti, ki pa vodijo marionete, pa rabijo pa verjetno pa še več treninga, ne, vaje. To je pa ogromno treninga, mislim, da... In vi jih postavite v vrsto, Spretnosti. tiste, ki se javijo? Ne, to režiser določi. Aha, režiser določi. Ja. In če bi jaz prišel, ne, pa da želim to delati, kaj? Z Kakšni so odprtim pogoji? rokam vas vzamemo. Ja, no, vse to Lahko sem kar zdaj naslednji teden hipotetično pridete. vprašanje. No in kako? Preizkusite? Mislim, da bi najprej preizkusili, kako vam to gre. Aha. Dobite lutko v roke, tukaj le malo, da bo probala hoditi, osnove se povejo, kjer gibe je treba Pripomni delati, ljudje to, tako, ne, kjer to. nitke so za roke, kjer nitke so za glavo, pa tako. Pa mislim, da se to zelo hit vidi, ali imaš to v rokeh ali nimaš. Ne? Tako da, recimo, jaz sem to velikrat probala, pa še nimam v rokeh. Je kar Za silo zapleteno, lahko ja. držim kako lutko, ko bolj sedi na stolu ali pa kaj takšnega. Se zgodi, da pade z rok? Mislim, Tudi to se nam je že naredilo. Ja. in Ker je pa to naporno. Ne? Te Ja. lutke imajo kilo pa pol te težke in vodiči vzad stojijo in so nagnjeni in roke so skozi v napetosti in te bolijo roke, zelo te bolijo. In se tudi lahko naredi, da in kaj takrat se zavesa? zaveso zapremo, poberemo pa še Gremo kaj naprej, dalje. ne? Tako. Aha. No, pa značilnost tega vašega gledališča je tudi, koliko sem to spremljal, vaše predstave, da če to gledamo na posnetkih televizijskih, ne, dobro, zdaj tudi naju vidijo, ne, če bi bile pa posnete samo lutke, marionete, bi izgledale to, da so zelo velike, ne. Ja, Čez to je celo pa televizijo. optična prevara. Ne, in vem, da so otroci, vi potem stopite pred ta oder Ja, jim pokažemo, da se lahko dotaknejo. in je presenečenje, Slikajo ne, z njimi, zelo so presenečeni. da so večji, ne, Ja, ja. od njih. Zelo. Mi se tudi držimo tega, da nobenih posnetkov ne dajemo na Facebook, na YouTube pa tako naprej, ker želimo, da otroci pridejo k nam, da vidijo original, predstavo na odru, tudi ko pridejo skozi vrata, le, kakva velika televizija. Ni televizija, sine, vse, evo zdaj pridejo. Ampak nam ste pa dali nekaj teh kratkih filmčkov, ne? Ja, to so pa inserti. Tako Pa da- ne preveč, ne? Ne, niso pa v celoti, tako da ne Tako da boste mogli. sam toliko, da špekulirati. otroka pritegne. Tako. Ampak ne, najprej moramo ta COVID premagati, ne, kako? Seveda, da ga bomo. Kdaj ste zadnjo predstavo odigrali? Je bilo takrat lani po zimi, predlani? Ne, smo letos igrali Tudi na že? Rdečih revirjih. Aha, to je bilo, ja. Ampak je veliko pa ne, ne? Ne, Še vaje so bile, tako kot vaj pri sploh pevskih ne moremo zborih, ne? imeti, ker pač prostor ni Premalo oken, ne? tako. Tako N je Mogoče bi se zapravili. dal tole malo bolj prezračiti s kakšno klimo, ampak to je, mislim, da je škoda toliko vlagati v takle prostor. Ne? Ste kaj ven potem izvaje? Ne. 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 Dogovorili smo se s Krcem, da bomo lahko Pri njih? pač zdaj, ko ne moramo tukaj vaditi, bomo v delavskem domu lahko Aha, vadili. kjer je prezračevanje urejeno. Tako, da 10. oktobra bomo praznovali 10. obletnico društva Jurček. Vi ste že od prvega dne predsednica, Ja, zdaj bo občin zbor v tem tednu, ne? Ampak že bil. je že bil in Ja. ste kar naprej še, ne? Nimamo volilno Ni bilo leto. volilno. Naslednjo leto imamo volilno leto. In imate še energijo? Ogromno.
Še, ne? Še, zdaj Tako je da čisto skrito, nekateri se ampak malce je otepajo teh uporabno. predsedniških funkcij, ne? Se je veliko dela, ampak mislim, da je to z užitkom.
greva pa zdaj čist mečke nazaj, ne. Vse skupaj je v Hrastnik prišlo 47. leta, ne? Ja. Se je začelo. Tako. Kako? Rudarji, namesto da bi po gostilnah hodili, so hoteli nekaj kulturnega, kreativnega početi, športnega in so se odločili, da bojo naredili avion. In so baje ga zgradili, šli na kav, da bojo tam poleteli in se jim je menda po 200 metrih zrušil. Aha. In so bili pač, da bojo še enkrat naredili. Mislim pa, da jih je nek Košutnik, da je bil Silvo Košutnik, ja. ja, nek obrtno šolo ali kaj, da je vodil in da jih je on navdušil za lutke. In so začeli lutke izdelovati. Lojze Lavrič jim je delal glavbe, to so umetniške, kiparsko delo, pa kasneje še Anton Jezovšek. Rudarji so pa sami naredili trupe iz lesa, te vage rečejo, navezan. Baje, da so se s šiviljami, ko so pač lahko karkoli pomagali, da so naredili te krasne oblekce. Dejali ste prej rudari, ne? Zdaj, jaz vem, da rudari so bili multipraktiki, ne? Ja. Vsi mislijo, da so poznali samo krmp pa lopato, ampak vse oni so so znali doma drvarnico narediti. Vse. Kaj pa steklari, kemičari? Mislim, da jih takrat ni bilo zraven. Aha, Tukaj so bili bolj v Hrastniku rudari. je nažalost ta reklomost bil neka čudna meja. Ki ga ni več, Zdaj ga ni pa je več. škoda, da ga ni, ne? Ja, res ne vem, ni bilo nobene potrebe, da so ga podarili. Tako da In rudari so potem imeli to v prostem času. imamo pa tudi člane, mislim, da so 3 penzijo doživeli v steklarni, tako da. Aha. No, in koliko časa je potem trajalo, da so hitro prvo predstavo? Mislim, da so jo kar ta prvo leto že, mislim, da je bil začaran gost. Mislim, da tudi, ja. In so pa tudi gostovali, so si nek premični oder naredili, da so lahko še po drugih krajih hodili. Pa da je to kar trajalo 30 let. In mislim, da so imeli ogromno predstav. Jana Mlakar knjigo napisala, Ja. Lutkarji in lutke. In 30 let mislim, da je to. 30 let, no, in to je bilo tisto vaše obdobje tudi, ne, recimo otrok, ne, ki ste Tako. že rasli s temi lutkami. Potem se je pa No, pa se je to ustavilo. stavilo, ne, šle so na podstrešje, ne. Ja, nažalost. Kam pa? Mislim, da so še bile tam v Konzumu, ampak Konzum so se odločili podreti in baje, brez da bi komu povedali, je bagar prišel in so začeli rušiti. Tako da so lutke bile bolj kot ne v smeteh, verjetno je še kdo kjer domov vzel. Mi smo ful sprašvali, če se da še mogoče kje, ker je bilo ogromno lutk. Kaj to pomeni ogromno? 100? Več? Mislim, da je samo dale Lavrič naredil 100 lutk. 100 lutk, aha. In to je Pa šlo, recimo, no, to je bilo to ostale več so kot pa 100. fotografije, verjetno, ne? Ja, nekaj fotografij je. Tako da nekaj je fotografij, verjetno lutk pa ne več, ne? Ne. Pa se dal potem tudi po fotografijah kaj izdelati? Ali je tako umetniško delo gospoda Lavriča, da... Ja, jaz mislim, da so samo obnovili tiste, ko so jih uspeli rešiti. Ampak obnovili pa je šlo obleke. potem nekam na podstrešje? Ne, Kako? Ne? prej so jih. Prej. Prej so jih nekam spravili, pa so jih pa na novo odkrili. Mislim, da je Jana Mlakar tukaj imela zelo veliko stvari čez. In so jih pač na novo oblekli, rekonstruirali, postavili v vitrine. razstavo stalno. In s temi lutkami ne delate več, ne? Ali pač? Tako bom rekla, mislim, da je Jana sodelovala z starimi lutkarji, ko so ji tudi pomagali, na sveti pa tako naprej. In ko so tam dalje oder za ročne lutke, tukaj za marionete, in so rekli, da ona oder pa ne bo prazen, bomo pa mi v živo odigrali. In so takrat začeli pač Aha, spet. In je bilo še kar nekaj teh, ne,
prvokategornikov, ne? Ja. Iz tiste prve generacije. Srčnih. So še? Ja, zdaj imamo pa tistih prav starih ni več, ampak smo pa že mi v povprečju star 65 let, naša skupina. Mislim, da je najstarejši 77 let star. Je pa še kdo živ tiste prve generacije, pa ki ni več lutkar? Mislim, da 2. Da 2? Ja. Imate potem še samo spomine na to, ne? Ja, smo zelo veseli, da smo jih na 70-letnico takrat še vsa povabili. Zdaj bo pa že kmalu 75, ne? Lutkarstva, ne? Ja. In rekli ste, se malce staramo, ne? Kako pa vabite nove? Jih sploh vabite? Je kaj interesa? Zdaj vem, da občina je naklonjena, da ostane to pa kulturna. Mi imamo vedno v programu dela napisan pod ne vem katero točko iskanje novih članov. Zelo težko je vzgojiti mlad kader, ker traja leta, da se lahko nastopajo z nami. Mi smo iskali kader 40+, 50+, takrat, ko imajo pač ljudje poštiman življenje, službo, malo večje otroke, pa pač svoj prosti čas tukaj porabljajo, ker mi imamo 2-krat na teden vajo, to ni tako malo, ne. Mlajši pa po eni strani že dosti, da pridejo pogledati, da poznajo lutke, da vejo, da so v Hrastniku. Letos smo se z županom dogovarjali, da bi probali čim bolj sodelovati s šolo, z osnovno šolo pa z vrtci in nam je to zato poratalo, tako da bo Špela šla malo v osnovno šolo, verjetno kot mentor oziroma da se bo neka skupina, mogoče pri tehničnem pouku ali pa pri dramskih sekcijah ali pa karkoli naučili ne izdelovati marionete, ampak izdelovati lutke, pa pač vzgoja bo dolgotrajna. Medtem pa nas zmanjkuje. Zdaj, tudi kar imamo društvo, so nam nažalost že 4 umrli. Tako da nujno rabimo. Lutkarji, bralci? Oboje. Težko je dobiti nekoga. To se pravi, iščete v bistvu 3 profile, ne? Tiste, ki bi znali izdelovati. Za izdelavo ne rabimo. Ne rabite to. Imamo Špelo, imamo še naše starejše fante. Torej bolj bralce pa teku z lutkami, z marionetami delajo, ne? Pravite, veliko je tega učenja. Zakaj pa premalo volje, interesa v zdajšnji generaciji? Preveč vsega, ne vem. Mladi so bolj za računalniki pa na telefonih. Mislim, da nima glih interesa v kakih društvih delati prostovoljno. Smo starši krivi? Ali jih ne znamo motivirati? Vabiti, ne vem, nekaj očitno je narobe. Zdaj, tudi če recimo, ne vem, nekoga iz osnovne šole dobimo, pa bo do konca osnovne šole sodeloval, bo šel v srednjo šolo, bo šel študirati, takrat ni časa. Familija pride na vrsto, zato pravim, da tam nekje po 40, mogoče malo pretiravam, ampak takrat ima pa človek čas, pa pač za svoje ljubiteljske dejavnosti, kaj najde. Koliko se pa lutkarji, slovenski lutkarji družite med sabo? Govorimo spet o tistih normalnih časih. Ja, mi sodelujemo. Nastopamo skupaj, pa kakšne nasvete, to lutkovno gledališče v Ljubljani, grajsko lutkovno gledališče v Sevnic, tudi nas povabijo, pa pri njih nastopamo. Sodelovali smo tudi z lučkami s Trbovlj, da smo skupaj na kakih festivalih. Moram reči, da imamo kar srečo, ker JSKD organizira vsako leto lutkovne revije. Tako kot za pevske zbore, ne? Ja, ker za vse dejavnosti tega ni, ne? In tam se pa srečamo, da vidimo tudi, kaj drugi počnejo, da njihove predstave vidimo. Moram nas pa pohvaliti, da smo zdaj v 10 letih, oziroma 11, ker mi smo lansko praznovanje bomo prestavili na letos. Imamo že 2 zlati plaketi, 4 srebrne, tako da nas zelo pohvalijo.
Kje vse ste pa gostovali izven meja Slovenije? Zdaj, verjetno časa Jugoslavije še tista stara generacija ne van, ne? Ker je slovensko besedišče in je verjetno malce težje, ne? Smo se pogovarjali, ampak mogoče tudi, če bi nas, ne vem, v Bosno povabili ali pa na Hrvaško, da bi spravili mi skupaj, ampak ne vem, če bi to ljudem bilo všeč. Recimo isto bi bilo, če bi k nam nekdo prišel, pa bi se trudil slovensko narediti, pa bi se pa smejali, da to ni tako, kot mora biti. Ne? Verjetno res, ja. Vi ste dejali, da imate dovolj energije, ne? Ogromno. Kaj pa tisti, ki zraven sodelujejo, recimo nekdo izbira glasbo, kako pa je s tem? Je kaj slobodan? Ja, ga prosimo včasih, da nam kaj ozvoči? Ne, da nam kaj posname, kako glasbo za ozadje. Načelno pa pojemo. Zelo lepo pojemo vsi. Je treba imeti posluh tudi potem, ne? Ja, tako da bi lahko imeli mogoče celo pevsko sekcijo, dok lepo pojemo. Je pa to volontersko, ne? Nihče od tega ne živi, ne? To je treba povedati, ne? Koliko letno predstav imate? Ali pa koliko teh, ko enkrat ne študirate recimo Zvezdico za spanko, ne? Ali pa Žogico, Marogico, ne? Žogica, Nogica, ja. Ne vem, je potem to v železnem repertoarju in jo lahko potegnete ven iz naftalina, kadarkoli? Ni tako enostavno. Ni, ne? Rabimo 3-4 vaje, da malo nazaj not pridemo. Včasih se nam posreč tako, je tudi odvisen, kak dan imamo, ne? Ampak načelno to lahko igramo pol. Koliko imate zdaj teh iger naštudiranih? 11 imamo, zadnjo imamo Volk in trije prašički. Ko hišo delate, ne? Ja. Eden iz slame, leseno, pa potem betonsko, ne? To se nam otroci, kaj pomagajo pihati? Zameštrata slama, pa nitke, pa tako naprej. Ampak otroci pihajo? Otroci so čudovita publika. Uživajo, se smejijo, včasih jokajo, če se ustrašijo. Se vam je kdaj zgodilo, dobro, dejali ste, da kakšna marioneta tudi pade ven iz rok, ne? To se naredi. Se je že kaj drugega tudi zgodilo, kaj takšnega? Tudi se zgodi kak rekvizit, recimo imamo Žogico, Nogico imamo vzad na valjih, da se premika, ko hodita dedek in babica. Pa nam platno dol zbeži, ampak zagrnemo zaveso, popravimo, pa gremo naprej. Dejali ste pa, da imate, prej ste mi povedali, nekoga, ki je pravi Nace Simončič, ne? Ja, naš Matej Kajzer. Zdaj je to legendarni, ne? Klukec, ne? Ja, obvlada to. Izredno podoben glas ima. Tako da v Zvezdici za spanki je Kometer Patec, to morate slišati. Ja, jaz sem slišal, ne? Tako da je lepo. Krasen. Kometre Patec, Kometre Patec. Že letim, sem že tu, sestrice Zvezdice. Samo ulička vas uščipnem, laske vam razkuštram in spet zdrvim čez nebo, čez širno nebo jaz kuririm pismonoša vesoljstva Kometre Patec. Moram nas pa pohvaliti, smo bili celo Butalce smo naštudirali, 4 skeče. In so nas v LGL-u povabili, da smo tam čist razprodana dvorana je bila, ljudje so zunaj bili, ker niso mogli nadpriti. Čudovit je bilo, ker tukaj nam je pa tudi ušlo tam pa tam kaj pohrastniška beseda, ne, da so to Ljubljančani slišali, ampak je bilo čudovit. Hop, ste fizli, teče vam, imaš lukno, imam krojača, se bo pravi ravelj, ti bo vzel mire v krop, bratu. Lepo prosim, dokler še lahko požiram. En sam, edini koruzni hlebček bi rad snedel. Tako dobrih pravijo, ne peko nikjer, nikoder, kakor v Butalah. No, če pri nas imamo masten gnoj, ja naša moka iz naše koruze je kakor zabeljena. Kar pojdi pom, te bom tukaj pred vrati počakal. Prav, kar počakaj policaj. Vrnil se bom, kot bi trenil.
Dejali ste, otroci tudi jokajo vmes, ne? Kdaj, Tudi se ustrašijo, seveda. tam, ko zmaj vzame žogico, ne? Je kar strašno. Ne? Ja, ja. Ni za, Otroci ni za vsako uživijo. dušico, ne? Ja, in ni Ampak tako enostavno. vse te pravljice, stare pravljice, ne? Čeprav pravijo, da so nekako nasilne, ampak se končajo srečno, ne? Ja, to vemo, da je pač gremo v Ameriko prepovedati, ne? Ampak naši otroci so bolj korajžni, tako da. Ja. Če na koncu sporočilo pravljice, da ne vem, rdeča kapica ne sme vsakomu vse povedati, pa je tudi to nek nauk, ne? Tako, Pa vsi ja. so živ na koncu. Vsi, še za volka ne vemo čisto točno, sam pade, ne? Tako, tako. Mogoče še živi kje. No, sedaj se že zavedam in mi je zopet dobro. To me veseli. Babica, kako sem vesela. Pridite, gospod lovec, moram vas malo pogostiti. Nekaj dobrot mi je kapica prinesla za moj praznik. No, ne bom se pustil prositi. Prav rad proslavim vaš današnji dan. Zakaj stare pravljice? Zdaj je težko dobiti avtorske pravice, vem, da ima Svetlana Makarevič kar nekaj, so jih že njenih upodobili, ne vem, Pekarna Mišmaš, mogoče pa Boli zobek, ne vem, Veverica, ne vem, sem že pozabil teh pravljic njenih. Mi smo se takrat, ko smo ustanavljali društvo, dogovorili, da bomo imeli to kar v statutu napisano. In Poleg tega, da ohranjamo dediščino kulturno, da bomo nadaljevali to tradicijo in da bomo igrali stare klasične pravljice. je kakšna knapovska? Ne. 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 Smo obdržali na 3, ko so jih prejšnji lutkarji igrali. Jurček zdravnik, po Jurčku imamo ime. Ja, zakaj? To Mimogrede, so, zakaj? takrat so imeli v glavnem prevedene češke pravljice, ker pač svojih besedil normalno, da niso pisali. Ne? In so tudi to zelo lepe pravljice, tudi s pomembnimi sporočili. Delo krepi človeka, ker je cesar se dela, da je bolan, pa ne vem kaj, ampak ga Jurček zdrav, ker mora delati. Jurček zdravnik, ne? Jurček zdravnik, tako. Pa so uigrati, takrat nam je pomagal celo Matjaž Loboda, to je bil, penzijo je doživel v LGL-u, režiser, dramaturg, vse, da je z nami manj delal kot mentor. Zvezdico za spanko smo dobili za mentorja Vižentina, ko naj bi bil zdaj prvi lutcar v Sloveniji. Moram reči, da smo uživali, da smo skupaj delali. Vedno se kaj novega naučite, ne? Naučili, ja, ja. Se je on kaj od vas naučil, verjetno tudi, ne? Mislim, da nas kar spoštujejo, da so šokirani, da smo amaterji zelo blizu profesionalcem. Ne? Čeprav tam pri njih je malo drugače, tam mislim, da nimajo bralcev posebej. Ne? Sami. Vodič sam in se tudi ne skrivajo takole. Smo šli tudi že 2-krat na ekskurzijo. Ampak veste, da vam je Pogledati starejši, da je to. skrito. Ja, mene je tudi motilo. Se bolj istovetiš z zvezdico za spanko, ga gledaš, ne? ko pa počne, Ja. te malo zmot. Ampak to so zdaj drugačni prijemi, ne? Kaj pa te nove, kot sem dejal, je to problem tudi z avtorskimi pravicami nove dobiti? Ne, vse to se da dogovoriti. Pač, ne vem, mogoče malo, kolikor smo sposobni plačali, recimo bi se verjetno dali tudi dogovoriti. Bi se dalo, ne? Ampak mislim, da imamo še dosti teh pravljic, ko jih otroci gledajo risanke. To so, ne vem, čisto drugačne stvari, kot so takele prave pravljice. Ne? Tudi, ne vem, mi smo otrokom to brali, naši otroci znajo vse na pamet te pravljice. Od Butalcu, Zvezdice za spanke, ne moreš eno besedo, da narobe rečeš, da bojo vedeli, da je narobe. Ne? Tako, si In se nam zapomnejo. zdi prav, da to ohranjamo. Prav. Prej ste omenili trbovsko skupino tudi, ne? Ja, Lučke. tudi, ja. V Kisovcu pa tudi, ne? Lutkovna skupina Luki deluje, ne? Tam z njimi pa še Še nismo niste, ne? sodelovali. Tudi sami delajo potem Ja. lutke, kulise, ne? Je prav luštno tudi gledati, ne? No, Tako da- tukaj je zelo narodno, ker to so razstavni eksponati in
jih moramo zelo čuvati, ne. 12 jih imamo v uporabi, da jih lahko uporabljamo. Zelo jih čuvamo, tudi če gremo gostovati z njimi, ampak mislim, da to pokaže to pravo zgodovino. Tako. Mimogrede sva v muzeju hrastniškem. Kdaj so pa možni tu ogledi tudi v teh covid časih? Seveda Mislim, da imajo napisan kar vsak dan do 2. In je obisk, ste seznanjeni s tem, grejo tudi lutke pogledati? Grejo, mislim, da lutke zelo radi pogledajo, tudi velikokrat, če pride kakšna, ne vem, avtobus turistov, našo Špelo pokličejo, da pride dol in malo pokaže, malo razloži. Prej v necovidnih časih smo se pa tudi dogovorili, da smo prišli predstavo in odigrati. Tukaj smo Pa lahko tudi to, kje stržite, saj, da imate kakšne potne stroške? Glede na to, da nas 18 aktivno dela, naša predstava v muzeju je 150 evrov. Ja. Pač, ne vem, neke stroške imamo, vse je logično, ne? Ja. Ampak če pa gledaš, ne vem, da prideš pa v Ljubljano, pa je vstopnina 6 evrov, pa je tam, ne vem, 200 otrok, pa tudi malo razlike. Ne? No, ko sva že v muzeju, poleg teh marionet, kaj se da še videti? Videl sem tam spodaj učilnico, ne, staro učilnico, zelo zanimiva. Tudi tam se To nas nekako spominja na otroštvo, ne? Ja, tudi tam se da poklicati učiteljico, pride učiteljica. Tako oblečena? Ja, oblečena, zelo stroga. S palco. Baje celo Borjet klečat v kot. Na krtačo? Da se vidi, kako je to bilo. Ne. Naj bi bila koruza, verjetno. Koruza, ja. Tako je bilo včasih, ne? No, zdaj imamo pa spodaj tudi čist frišno razstavo za Sava. Da je pa po teh Save. Lep muzej imamo. Lep, ne? Pa lepo to dvorano. Jaz upam, da bo čim večkrat polna, ne? Tudi da bo čim več predstav, pa čim prej, ne? Pa čim prej, ja. Hvala za nekaj posnetkov, ne? Pa hvala za pogovor. Enako. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno. Šli pogledati se igro do konca. Na koncu bo je prišli pa še lutke, so nam pokazali, da smo žali blizu. Jaz nisem strašilo gotovilo, ampak mogočni čarovnik Habakuk. Kdor se sem zgubi, urno naj zbeži. Če se razjezim, ga v sončni prah drobim. Usmili se mogočni čarovnik Habakuk in nama povej, lepo te prosiva, ali ni bežala tudi mimo naša žogica, nogica? Ne vem, starčka, ne spomnim se. Samo to vem, da je to pred kratkim letel zmaj Tolovaj in nekaj nesel na repo. Slišiš, dedek, zmaj Tolovaj? Praviš, da je nekaj nesel na repo? Ja, kdo ve, kaj je spet našel? In kdo je to pravzaprav, ta zmaj Tolovaj? To je en podivjan papirnat zmaj. Dečki so ga spuščali med mestom v zrak, ga držali na vrvici, kar naenkrat pa je zmaj podivjal, pregriznil vrvico in bil je prost. Zdaj pa leta tot noč in dan, razgraja in ljudem nagaja. Kje pa ima zmaj Tolovaj svoj brlog? Ja, tega pa ne vem. Mogoče vama to lahko pove kužek po stružek, kar k njemu hitita, naravnost pojdita, ne desno, ne levo, ne bosta zašla. Hvala ti. Najlepša ti hvala, mogočni čarovnik Habakuk.